Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je četrtek, 12. marec 2026. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju. Internet so v odločilnih dneh pred volitvami preplavili posnetki, ki naj bi razkrivali umazana politična ozadja. Bo to vplivalo na volilni izid? Kakšen je odnos političnih strank do alkohola? V Mariboru je napovedano postopno preoblikovanje mreže vrtcev, katere enote bi opustili. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Slovensko politično sceno tik pred volitvami pretresajo objavljeni posnetki domnevnih prisluškovanj pogovorov vidnih posameznikov, ki so tako ali drugače povezani z vladajočo garnituro. Ob tem se porajajo številna vprašanja, recimo, kako so bili narejeni ti posnetki. To zdaj sprašujem našega novinarja Timoteja Milanova. Zdravo, Tjaša. Strokovnjaki, s katerimi so govorili, so enotni, da iz samih posnetkov tega zaenkrat ni možno dognati, dokler ne bo narejena forenzična analiza posnetkov. So pa možnosti številne. Od tega, da je šlo za snemalne naprave, ki so bile nameščene v prostorih blizu ljudi, ki so jim prisluškovali, do možne uporabe posebnih mikrofonov, ki so usmerjeni v točno določeno smer in lahko snemajo nadaljavo. Več o samih tehničnih možnostih prisluškovanja lahko bralci preberejo v današnjem Večeru. Timotej, je verjetno, da so pogovore vidnih politikov posneli profesionalci, morda celo pripadniki obveščevalnih služb. Glede tega smo govorili z nekdanjim direktorjem Sove Andrejem Rupnikom, ki dvomi, da za tem stojijo domači ali tuji obveščevalci, ne izključuje pa možnosti, da bi pri tem sodelovali nekdanji pripadniki obveščevalnih aparatov ali celo kriminalne skupine. Bolj podrobno o tej njegovi oceni in metodi dela obveščevalnih služb pri prisluškovanju pišemo v današnjem Večeru, kjer pa sogovorci komentirajo tudi to, kaj pomeni za Slovenijo sama vsebina posnetih pogovorov, če se bo izkazalo, da je pristna. Glede tega, kar še izpostavljajo strokovnjaki, pa je zanimivo tudi to, da je oprema za takšno prisluškovanje danes prosto dostopna na trgu. Možno jo je naročiti iz Kitajske ali celo kupiti v specializirani trgovini v Sloveniji. Ob objavi posnetkov so se v javnosti pojavile tudi navedbe, da bi lahko prisluškovanje izvedel zasebni detektiv, ki bi ga nekdo najel v ta namen. Je to možno? Zasebna detektiva, s katerima smo govorili, poudarjata, da je tovrstno prisluškovanje nezakonito in da tega zasebni detektivi nikakor ne smejo početi. Pri svojem delu sicer zasebni detektivi lahko uporabljajo tehnična sredstva, a v glavnem gre za fotoaparate in videokamere, s katerimi lahko posnamejo neko kršitev delovnopravne narave. Sama dejavnost prisluškovanja je v Sloveniji sicer strogo regulirana in dovoljena samo določenim državnim organom in še to na podlagi sodne odredbe. Tako, hvala Timotej za tvoje odgovore. Zavod Vozim, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Slovensko združenje za nenalezljive kronične bolezni in Mladinska organizacija Brez izgovora so, tako kot pred 4 leti, ponovno pri političnih strankah preverile, kakšen je njihov odnos do alkohola. Po odgovori sodeč se vse stranke zavedajo, da je to problem. Ko pa pride do sestave koalicijske pogodbe, na ta problem pozabijo. Čeprav gre za težavo, ki je najpogostejša prav v poslanski starostni strukturi. Po podatkih zavoda Vozim namreč največ prometnih nesreč, ki se končajo s smrtjo ali s hudimi telesnimi poškodbami, povzročijo alkoholizirani vozniki v starosti med 35 in 54 let, torej starosti, v kateri je praktično večina poslank in poslancev. Alkohol žrtev ne terja le na cestah. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, na dan zaradi posledic alkohola umreta vsaj 2 osebi. 600 rakov na leto lahko pripišemo alkoholu. Če bi zraven prišteli še prometne nesreče in tiste vzroke, kjer je alkohol le delno pripisljiv, pridemo do grozljivega podatka. V Sloveniji na dan zaradi alkohola izgubimo 5 oziroma 6 ljudi. Ta teden v Mariboru poteka vpis v javne vrtce za prihodnje šolsko leto. Starši lahko vpišejo otroke, ki bodo do 1. januarja 2027 dopolnili najmanj 11 mesecev, ter predšolske otroke do vstopa v šolo. Na voljo je nekaj manj kot 1000 prostih mest, približno 650 za otroke prvega in okoli 350 za otroke drugega starostnega obdobja.
V mariborskih vrtcih je sicer trenutno približno 3750 otrok, kar je manj kot pred 2 letoma. Mreža vrtcev pa je zelo razvejana. 8 javnih vrtcev ima skupaj 37 enot. Toda obetajo se spremembe. Ob nedavnem odprtju delno prenovljene enote vrtca Lenka je župan Saša Arsenovič napovedal postopno preoblikovanje mreže vrtcev. Manjše enote naj bi sčasoma nadomestili večji, sodobno zasnovani vrtci, povezani z naravnim okoljem in energetsko učinkovitejši. Res je, da nekateri vrtci delujejo v stavbah, ki prvotno niso bile namenjene tej dejavnosti, piše naša novinarka Barbara Predač. Natančnega seznama enot, ki bi jih opustili, še ni, dostopnost vrtcev pa se po mnenju občine ne bi poslabšala, saj napovedujejo, da bodo novi objekti umeščeni v iste mestne četrti. Kateri primer takega vrtca navajajo na občini, pa preberite danes v Večeru, v Tisku in na spletu. To je bil večerodnevni podcast Večer zjutraj 11. marca 2026. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki pripravljajo naši novinarji, ni drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.